Spoštovani sodelavci in sodelavke Ministrstva za obrambo, predvsem dragi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske in dragi pripadniki in pripadnice sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Smo pred dnevom državnosti, velikim praznikom naše države, domovine, vojske in celotnega nacionalno-varnostnega sistema, ki nam vsem, ki delamo danes na Ministrstvu za obrambo, zelo veliko pomeni. Namreč ob tem dnevu se spominjamo vseh tistih, ki so leta 1991 z vsemi svojimi silami, močjo, znanjem in razumom sodelovali pri osamosvojitvi Slovenije. Danes je čas, ko se jim moramo za vse njihovo delo, za ves trud, ki so ga vložili v to, da smo samostojna država, iskreno zahvaliti. Je pa seveda to tudi trenutek, ko lahko pomislimo na 18 let naše samostojne države, na njeno polnoletnost, ko lahko tudi rečemo, da je v vseh teh letih naša država uspela pokazati in dokazati se v mednarodnem okolju kot zelo verodostojna država, kot država, ki je bila sposobna izpolniti kriterije za to, da je postala članica Zveze NATO in članica Evropske unije. In seveda je to tudi država, ki je sposobna in verodostojna pripadnica vseh mednarodnih organizacij, katerih članica je. Ob tem gre zahvala tako pripadnikom in pripadnicam Slovenske vojske, kot pripadnikom vseh sistemov obrambe naše družbe, kajti vsi skupaj so po svojih močeh sodelovali pri tej verodostojnosti naše države in še danes sodelujejo pri vseh mednarodnih operacijah in misijah, kjer smo. Zato bi ob tem dnevu bilo prav in z velikim veseljem sporočam in čestitam vsem našim vojakom in vojakinjam in vsem našim civilnim strokovnjakom, ki so danes v tem trenutku na mednarodnih operacijah in misijah, da sem vesela vsega njihovega znanja, vsega njihovega razuma, potrpežljivosti in ustvarjalnosti, ki ga dajajo kot svoj prispevek k mednarodnemu miru in varnosti in hkrati vsem skupaj, njim predvsem in vsem tudi nam v državi Sloveniji želim srečen in vesel, uspešen praznik.